Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. V naših gozdovih je kakor vsako jesen velika gneča, zdaj zaradi gob, predvsem pa zaradi kostanjev, kajti številne občanke in občani izkoristijo ta dar narave tudi, da zaslužijo kak evro in prav je tako, no, obstajajo pa še ljudje, ki recimo naberejo ravno dovolj kostanjev zase in potem ta kostan tudi spečejo in eden izmed najbolj tradicionalnih, tako mi je prišlo na uho, kostanje pekov tukaj v Sloveniji, v našem koncu Slovenije in verjetno širše, je gospod Herman Silver, ki prav danes naj bi pekel, tako mi je gospa Silver namignila na njihovem vikendu v Viltužu in zdaj sem tukaj. Dober dan, pozdravljeni gospod Silver, dober dan, lep vikend imate tu v Viltužu. Kdo te vabo, kaj lajaš, da mi bo dočna sem prišla, kaj vikend, to ti sposojen vikend je v najemu, imamo, to ti krizi, kaj si zmešan ti? Kdo ima v najemu? Se pa to naše, zgoraj zgleda ko brunarca, spodaj pa vse zidano, klet pa vse. A boš nehala lajati, če imamo dovoljenje za auto. Budalo. Kak si, Milan? Zdravo, zdravo, gospod Silver. Kaj si najdel takoj? Ja, tak ste mi rekli, ne? Pri gasilcih levo, pa pol prva levo not, do konca. Ja, tako in sem tu. Tak, zdaj pa tudi greš. Adijo. Ne zanima me glede kostanjev, gospod Herman, samo to, če zanima kostanja. Pa jeste vi tu kar strokovnjak? Pa nisi strokovnjak, pač spečen kostanje, tako bom zdaj nič nekaj tega. Kaj lao pomagam rezati vam, da? Kaj si zmešan, Dio, kaj si? Kaj si zmešan, kako rezanje, prvo se razdeli, drobiš od onih debelih. Hamce, to je že prva napaka, ko delate vsi. Pa oni čenuškari, ko pečejo, bolj da imaš cele ruke v strane tam. Prvo drobiš stran, se to te debele bolj, to je za peko, drobiš pa bek. Kaj pa z drobižem potem? Baba, da sosedi tam. Ne skuham jih, jac. Veš, kaj smo se to že zmenili? Veš, da kuha kostanje? Ne, kdo? Pedri, kostanje za peko. Jaz pa vam rada kuham. Kupi si jih, ne boš kuhala doma, da smrdi vse skupnot. Kostanji so za zunaj. In zdaj, ko se to razdeli, zdaj začnemo rezati. Zdaj glej, ti ne moreš rezati. Juj. Kaj je? Vrezala sem se, kaki nož imaš, to da mi drugega. Kaj te režeš ti? Ja, kostanje. Pa kaj režeš, da bo eksplozija, da bo dekli do drave dol vrglo? Ne reži. Reže se prek debelega, ne prek kostan, viš, kak je pol krugli. Ja. Tam ravn, prek tote ovinka se vreže ga, po celem. Ne prek globoko, glih tak, da koža gre na razen. Ne, zato samo jaz režem, ne. Ata, kaj so že? Pa kam siliš? Ču, Herman, ti še sploh za kuro nisi. Dobo kuro, sem ti rekel, nimam totih navad, ko oni tam pri mostu. Nam jedo toto ogle pol, na elektriko malo mi. Z Avstrije ranglo, tako treba, spodi špirale pa vse. Kaj že, Ata? Da boš neho pritiskati? Požeruh. Idol ribel, vid pa žeri tam. Pa si shranil celo življenje. Kaj me zijaš, tu pa si blizu tak? Če se isto speče, gledam to na elektriko, ne poznam sistema. Sva ne, ker davaš tam 4 evre za pol litra, ker si butl, ker si kmet, tako vsi tu. Ko kostan poješ, ko ga ješ, pol bi lahko šel direkt na operacije, delati čiste roke, moraš imeti. Kak imaš črno roko, ko primeš, veš, da nekaj narobe, to je neka prevara, ogle, skurjeno, škodljivo. Kostan mora biti terjav, trdi, notri pa pečen. Kam greš ti s toto ranglo, kam? Ja, drobiš si dam kuhat. Ha, boš ne boš kostanjev kuhala, ti pravi. Nekoliko ura, pet boš ti fertik, bo že tema. Mir sem rekel. Kaj že, Ata? A marš gama, tam si kanuna pihne, pa idu zlato ličja, kam, dajte mi mir, no. Gledaš ti zdaj? Gledam. No, piši si, da me neš pol spraševal. Tak, zdaj imam, ki imam podaljšek? Kaki podaljšek? Električni podaljšek imam. A ja, to Johanu sem posodila. Kjeremu Johanu? Ja, tam iz selnice, za kosilnico, rabo več, ker ni imel, ker se je svojega presekal. Kjer je Johan? Rado ličev. Ivan, te reči. Ja, no, Johan. Ja, reči Ivan, jebote Johan, kam si mi dala podaljšek? Dobro, hvala lepa, gospod Silver. Vse to imaš vse skupaj. Da se bo se videti, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi. Maš zdravo, not.